Božja beseda temelj je, prokriva me in osvetljuje pot. Milost se nikdar ne konča, življenju mojem upanje živi. Žgal si ogenj v srcu mi, žejo le po tebi vzbudil si. Besede, o Bog, ne preminejo, tvoje ime slavimo vsi. Povzdigujemo vso večnost ostal, boš oslavljen kralj, tvoje ime slavimo vsi. Skupaj pojemo, zaupam besedi tvoji, Bog, verjamem ji, samo po njej živim. In jaz vem, da si rešil me, beseda tvoja vodi naj me še. Žgal si ogenj v srcu mi, žejo le po tebi vzbudil si. Besede, o Bog, ne preminejo, tvoje ime slavimo vsi. Povzdigujemo vso večnost ostal, boš oslavljen kralj, tvoje ime slavimo vsi. Skupaj pojemo, hodi, 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 bom za teboj. Hodi, 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 bom za teboj. Hodi, 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 bom za teboj. Besede, o Bog, ne preminejo, tvoje ime slavimo vsi. Povzdigujemo vso večnost ostal, boš oslavljen kralj, tvoje ime slavimo vsi. Skupaj pojemo vso večnost ostal, boš oslavljen kralj, tvoje ime slavimo vsi. Skupaj pojemo. Lep pozdrav. Vesel sem, da si se nam pridružil danes. Je lepo biti skupaj, kljub temu, da nismo skupaj. Ravnokar sva se z Lukom vrnili iz Amerike. Tam smo sadili vinograd in posadili smo 4180 trt v enem tednu. Je bilo zelo zabavno, ampak ni se bilo enostavno vrniti. Dvakrat so odpovedali let. Ali si se kdaj počutil, da je bila tvoja pot blokirana? Imaš dober plan, ampak kamorkoli se obrniš, se soočaš z zaprtimi vrati. Ali je to nasprotovanje od hudiča, ali je to samo naključje,
Ali je to mogoče od Boga? Danes bomo prebrali Apostolska dela 16 in bomo videli, kako se je tudi Pavel soočal z zaprtimi vrati. Potovali so skozi Frigijo in deželo Galačanov, ker jim je Sveti Duh branil, da bi oznanjali besedo v provinci Aziji. Ko so prišli do Mizije, so poskušali priti v Bitinijo, toda Jezusov duh jim tega ni dovolil. Zato so potovali prek Mizije in se spustili v Troado. Neko noč pa je Pavel videl prikazen. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil: Pridi v Makedonijo in pomagaj nam. In ko se mu je to prikazalo, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nas Bog kliče, naj tja ponesemo veselo oznanilo. Ta odlomek je malo čudno, ampak zelo zanimivo. Tukaj vidimo par stvari. Prva stvar je, da Bog ima plan. In včasih je drugačen od našega. Mogoče je pogosto je drugačen od našega. Pavel je imel dober plan z dobrim namenom oznanjati evangelij v Aziji. Ampak tukaj piše, da Sveti Duh je to branil ali temu nasprotoval. Potem je Pavel poskusil iti v Bitinijo in Sveti Duh ni dovolil. Naletel je na zaprta vrata. Bog ima svoj plan in včasih je drugačen od našega. In včasih so zaprta vrata pravzaprav od njega. On hoče nas usmeriti v drug smer. Druga stvar, ki jo vidimo, je, da so ugotovili Božje volje, ker so bili v gibanju, so bili v akciji. Niso sedeli in čakali na Božji klic, ampak so bili v akciji. Jaz verjamem, da v cerkvi obstajata dve vrsti ljudi. Gledalci in delavci. Tisti, ki komentirajo in kritizirajo. In tisti, ki nekaj naredijo. Tisti, ki čakajo. In tisti, ki vstopajo, probajo, tvegajo. Ali si videl vrstica 10? Mislim, to je zelo pomembno. Pavel je dobil vizije in potem tukaj piše, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nas Bog kliče, naj tja ponesemo veselo oznanilo. Takoj. Niso sedeli in spraševali, ali je to vizija res od Boga, ali so samo sanje. Andrej Lovše je moj šef v društvu Več. Bil sem zelo ponosen na to poletje. On je rekel, naj probamo imeti več taborov kot ponavadi. Na drug način, seveda, zaradi korona. Veliko ljudi je reklo, da to ni dobra ideja, ne bo uspel, ni pravi čas za to. Ampak on je rekel, naj probamo in bomo videli. In soočili smo se z nekaj zaprtimi vrati in z nekaj odprtimi vrati. Ker smo bili v gibanju, v akciji, smo nekaj probali. Jaz verjamem, da tisti, ki so v akciji, hitreje odkrivajo Božji plan. Isto kot Pavel. Ok, gremo naprej, vrstice 11 do 15.
Iz Troade smo po najkrajši poti odjadrali do Samotrake, naslednjega dne pa v Neapolo. Od tam smo odrinili v Filipe. To je mesto v prvem okrožju Makedonije in rimska kolonija. V tem mestu smo ostali nekaj dni. Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale. Poslušala nas je tudi ženska Lidija po imenu, trgovka s škrlatnimi oblačili v mestu Tiatiri. Bila je bogaboječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. Ko se je dala krstiti ona in vsa njena hiša, nas je povabila z besedami. Če ste prepričani, da verujemo Gospoda, stopite v mojo hišo in ostanite tu. Primorala nas je, da smo vstopili. Tukaj vidimo nekaj zelo pomembnega. Tukaj vidimo začetke prve cerkev v Evropi. In s kom se je vse skupaj začelo? Z eno žensko. To je veliko reč, to je velika stvar. Filipi je bilo vodilno mesto in Lidija je bila vodilna ženska. Bila je zelo uspešna poslovna ženska in na koncu tega poglavja in tudi v pismu Filipijanom vidimo, da je bila ključno vodja v cerkvi. Prva cerkev v Evropi. V Svetem pismu vidimo, da obstaja različne vloge znotraj cerkev za moški in za ženske. Ampak tudi vidimo, da tudi ženske lahko imajo vodilna vloga v cerkvi. In če jim je dan dar vodenja, naj tega tudi uporabljajo. Ženske, če imaš to dar, vodi v cerkev, služi cerkev z svojim darom. Naslednji stvar, ki jo vidimo, je v vrstici 14. Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. Vidimo, da je Gospod tisti, ki odpira srce ljudi. In to ni naša odgovornost. Mi molimo, on odpira srce. Sedaj bomo slišali Jakobovo zgodbo o tem, kako Bog odpira vrata, kako Bog odpira srce. Ja, ko smo imeli v začetku oktobra oddih za mlade, v okviru naše cerkve je bila ena velika tematika tudi duhovni darovi. In ko smo se o tem pogovarjali, smo tudi potem šli moliti in jaz sem specifično molil glede daru evangelizacije, ker se mi zdi, da me Bog ful zadnje čase, ful mi kaže, kako me uporablja na tem področju. In sem rekel, daj Bog v naslednjih dneh, mesecih, ne vem, kadar ti želiš, ali lahko pokažeš, če je to res dar, na katerem želiš, da gradim. In tako je na par dni po tem oddihu sem delal še na enem zadnjih koncertov, preden so vse skupaj zaprli. In sem bil vmes en del koncerta dol za mizami sem sedel in so bili tam za sosedno mizo eni ljudje, ki so se pogovarjali o tem, kako je ena punca izstopila glih iz cerkve, mislim, da iz katoliške, ampak je samo bilo ful nekega sovraštva in slabe volje glede tega in to pač čez cerkev in čez nasplošno vero. Jaz sem pa za sosedno mizo glih bral Sveto pismo in sem bil tako, najprej sem bil res tako zafrustriran in sem tako, Bog, mene to dejansko toliko, ne vem, sem žalosten ali me jezi, ampak sem tako, te ljudje te toliko rabijo, lahko nekaj narediš, ker jaz nočem soditi, da je nekaj naredi, da te ljudje spoznajo, ker te res rabijo, pač tako. In tako par minut potem se ena iz tiste mize ostane, ki sem jo jaz sicer poznal, ki tam dela v tem baru, kjer imamo mi pač ozvočenja. In tako
pravijo, kaj pa ti bereš? Pa pravim, ja, Sveto pismo. A ne? In pridejo vsi, tako tisti trije, ki so se to pogovarjali prej, pridejo iz une mize in se predstavijo k meni in začnemo debato in smo se pogovarjali tako skoraj 2 ure, po mojem, o tem. In je bilo res ful zakon, tako sam, takrat se mislim, da sploh nisem takoj zavedal, koliko je bilo to, tako res, kako je Bog tako odgovoril praktično na molitev. To je bilo tako par dni potem, ko smo mi molili glede tega na oddihu in tako je bil odgovor. Tako da je res sam bi želel to deliti kot ful spodbudo, kako Bog res ne samo odgovarja na naše molitve, ampak kako on hitro odgovori. To je bilo res tako jasno od njega in je res sam slava njemu, kaj on trenutno dela in pač kar dela nasploh, no, že ves čas, ampak res, kar se vidi zdaj v Sloveniji, je res noro, tako da slava našemu Bogu, on je velik. Nekega dne smo šli k molitvi. Srečala nas je dekla, ki je imela duha jasnovidnosti in je z vedeževanjem prinašala precej zaslužka svojim gospodarjem. Pritekla je za Pavlom in za nami ter vpila. Ti ljudje so služabniki Boga najvišjega, oznanjajo vam pot odrešenja. To je počenjala več dni. Nazadnje se je Pavel naveličal, se obrnil in rekel duhu. V imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem, pojdi iz nje. In pri priči jo je duh zapustil. Wow, zanimiva zgodba. Imam samo par vprašanj o tej dekli. Ali je bilo njeno sporočilo pozitivno? Da. Ali je bilo njeno sporočilo resnično? Tudi da. Kaj je bilo vir tega sporočila? Demoni. Srečam veliko ljudi, ki pravijo, da so že velikokrat slišali stvari od vedeževalcev, horoskopov, jasnovidcev, ki so se jim uresničile. So bile pozitivne, so bili resnične. Ampak moramo biti pozorni. Nekaj je lahko pozitivno, resnično, ampak še vedno od demonov. Je zanimivo, da demoni tudi lahko naredijo čudeže. In kljub temu, da je pozitivno, resničen, to ne pomeni, da to je od Boga. Moramo biti zelo pazljivi v te področje. Ko so njeni gospodarji videli, da jim je splahnelo upanje na dobiček, so prijeli Pavla in Sila ter ju odvlekli na trg pred mestne poglavarje. Prignali so ju pred zastopnike oblasti in rekli: Ta dva netita nemir v našem mestu, judasta in širita običaje, ki jih mi kot Rimljani ne moremo sprejeti in ne smemo izpolnjevati. Tudi ljudstvo se je dvignilo proti njima. Rimska oblastnika sta jima strgala oblačila in ju velela pretepsti. Ko so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo, ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi nanju. Ječar je izpolnil ukaz in ju vrgel v najglobljo temnico, noge pa jima je vklenil v klado. Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali. Iznenada pa je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala. V hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. Ječar se je prebudil. Ko je videl, da so vrata ječe odprta, je izdrl meč in se hotel ubiti. Mislil je, da so mu jetniki pobegnili. Pavel pa mu je zaklical z močnim glasom: Nič žalega si ne stori, vsi smo še tukaj. Ječar je zahteval luč in planil noter. Trepetaje je padel pred Pavla in Sila, nato ju je popeljal ven in vprašal: Gospoda, kaj naj storim, da se rešim? Odgovorila sta mu: Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Nato sta oznanila Gospodovo besedo njemu in vsem, ki so bili v njegovi hiši.
Vzel ju je s sabo še tisto nočno uro, ter jima izprav rane. In pri priči se je dal krstiti z vso svojo družino. Peljal ju je na svoj dom in ju povabil k mizi. In veselje je navdalo njega in vso njegovo hišo, ker so našli vero v Boga. Kaj opazimo v teh vrsticah? Pavel in Silas sta bila pravzaprav v karanteni. Kaj sta počela v karanteni? Sta pela in molila. Kaj pa mi počnemo v karanteni? Gondenjamo, se bojimo, se kregamo, primirjamo, zapravljamo oziroma zabijamo čas na internetu. V vrstici 25 vidimo, da so drugi ljudi poslušali. Drugi opazujejo tebe v karanteni. Kaj vidijo? Kaj slišijo? Petje hvalnic ali pritoževanje? Gremo naprej. Tam je nastal potres. Ječar je videl, da jetniki niso zbežali. Sam je planil noter in je vprašal najpomembnejše vprašanje življenja. Kaj naj storim, da se rešim? Odgovor se zdi preveč preprost, ampak 100% drži. Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš. Zdaj te želim vprašati najpomembnejše vprašanje tvojega življenja. Ali si rešen? Ali si veroval v Jezusa Kristusa? Ali si priznal svoj greh in prijel njegovo odpuščanje? Ječar je to storil takoj in tudi ti to lahko storiš zdajle. Za tiste, ki ste odrešeni, hočem, da vidite še eno stvar. Vrstica 34 pravi: in veselje je navdalo njega in vso njegovo hišo, ker so našli vero v Boga. Bili so polni veselja. Včasih mislimo, da bo deljenje evangelije kot deljenje nekaj slabe novice. In nas je sram. Se počutimo nerodno. Zdi se nam, da nadlegujemo druge z nečem, kar sploh ne želijo slišati. Moraš se pridružiti naši religiji. Moraš se obrniti od svojega greha. Dati Boga na prvo mesto. To je del sporočila, ampak to ni slabo sporočilo. To je najboljša novica na svetu. Naš Sara ima zelo zanimivo službo. Ona dela za zdravstveni dom Ljubljane in ona pokliče tisti, ki so dobili izvid ali test za COVID. In vsak dan ona pokliče ljudi in pravi: hej, imam dobro novico zate. Nimaš COVID, ne boš umrl, nisi bolan. Lahko živiš naprej z svobodo. Ni potrebno iti v karanteno. In vsak dan 50-100krat klič ljudi z dobrim novico. Hej, nimaš COVID-a. Potem ona je rekla nekaj zanimivega. Ona je rekla: zakaj nimam toliko pogum za evangelijo? Imam še boljše novice. Hej, ni potrebno umreti. Ni potrebno iti v pogubo. Ni potrebno živeti brez Boga. Lahko si odrešen. To je res dobra novica.
In vsi mi imamo to službo, vsi mi imamo to priložnost dati evangelij. Je res veselo novica. Naj delimo to novico pogumno in z radostjo. Zadnji stvar je ena resnica, ki povezuje vse te zgodbe skupaj, ki je pomembna za vse nas. Ali se spomniš na začetku? Bog je odprl vrata mesta. Potem Bog je odprl srce ženske. In potem Bog je odprl ječo. Bog je tisti, ki odpira in zapira vrata. Ali so v tvojem življenju vrata, ki so zaprta? Mogoče te Bog želi usmeriti nekam drugam. Ali so srce ljudi okoli tebe, ki so zaprta? Ali moliš za to, da jih bo Bog odprl? Ta teden vas zivam k temu, da molite, da bi Bog odprl srce ljudi okoli vas. Naj molimo, da Bog bo odprl srce. In ali si trenutno ujet v nečem? Ali moliš in prosiš Boga, da bi te osvobodil? Bog odpira vrata, Bog odpira srce, Bog odpira tudi ječo. Zadnje vprašanje. V tem času karantena, ko smo v ječi, ali pojemo hvalnica in molimo, ali gondenjamo. Svet nas opazuje in posluša. Kaj bojo poslušali? Kaj bojo videli? Naj bomo mi tisti, ki pojemo. Čujmo klic kraljestva, uprimo v kralja oči, pesem ta v naših srcih, ko daritev zazveni. Naš Bog milosti poln je odkupil vse, ki v Jezusa zaupajo. Kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo. Moči oznanjamo, rešitev v imenu Jezus je. Čujmo klic kraljestva, bodimo otroci luči, z milostjo in ponižnostjo vdano hodimo in ravnajmo pravično, ljubimo, kar je prav, da sijal bo Jezus skozi nas. Kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo, polnilni me in moči oznanjajmo, rešitev v imenu Jezus je. Čujmo klic kraljestva, zgubljenim oznanimo, zmagoslavno moč križa in sočutnost Boga, nosimo vesto spravi miru upanju, da vsi narodi ga sprejmejo. Kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo, polnilni me in moči oznanjajmo, rešitev v imenu Jezus je. Kralj nebeški, kralj